Lepo pozdravljeni, tukaj je napovednik za novo oddajo Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna, izjemna, srčna in globoka sogovornica, dr. Romana Anija Ercegović. Ja, kako nas umetnost lahko spomni na božansko bistvo v nas, je bila tema najine oddaje. Romana, kratek napovednik za naše gledalce, gledalke, kaj sva povedala? Povedala sva, kako pomembno je, da negujemo lepoto, da negujemo rajski vrt svojega srca in da v vseh skrbeh in konfliktnosti in teži tega sveta zmeraj znova najdemo pot k sebi in se zavemo svoje svetosti in svoje lepote in lepote sveta, ker na koncu koncev zaradi tega smo tukaj. Definitivno, ja. In to je tisto ključno, ne? In da sebe zacelimo, da sebe sprejmemo in potem imamo kaj zadati temu svetu, ne? Ja, da se ne bojimo svojih bolečin, ker so tudi one lepe, tudi one so del naše celovitosti. Odlično. Hvala ti še enkrat za ta krasen pogovor. Torej, glejte nas ta ponedeljek ob 17. in na to v ponovitvah ter YouTube kanalu. Torej, gledamo se na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z nami nocoj ponovno krasna in izjemna sogovornica. Dr. Romana Ercegović Anija je doktorica znanosti na področju dramaturgije, gledališka in literarna ustvarjalka, ki povezuje umetnost, znanost in duhovnost. Po končanem študiju dramaturgije na Akademiji za gledališče v Ljubljani leta 1999 se je umaknila iz gledališkega sveta. Iskala je nekaj globljega. Podala se je vase, v svoj notranji svet ter svet narave. In kmalu jo je življenje pripeljalo nazaj v gledališče, a tokrat na povsem njen način. V raziskovanje tistega izvornega, obrednega, živega, srčnega, božanskega izročila pradavnih kultur. Začela je ustvarjati svojo izvirno poetiko obrednega gledališča Duša zemlje. Morda poznate njene najbolj odmevne predstave. Bela bizonka, ki jo izvaja že 20 let. Marija Magdalena, Persefona, zgodba o ljubezni do sebe in druge. Pot raziskovanja izvornosti jo je vodila po svetu. Spoznavala je različne starodavne kulture, svetišča in obredja. Na njenih potovanjih so se ji izkušnje razodevale tudi skozi notranje vizije, pozabljena vedenja o globoki povezanosti z Gajo in svetih ženskih modrostih. Svoje intuitivne vpoglede je vključila v svoje znanstveno delo magistrski študij na Lesley University v Cambridgeu, ZDA. Leta 2013 je na temo obrednega gledališča končala tudi doktorat na Univerzi v Ljubljani. V strokovni knjigi z naslovom Od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa je želela povrniti dostojanstvo vlogi žensk in svetosti ženskega počela v zgodovini gledališke umetnosti, ki je, kot pravi, bilo in je še vedno v veliki meri spregledano in predvsem nerazumljeno. Njena dela so bila predstavljena po vsej Sloveniji in v tujini, predvsem ZDA, Italiji, Rusiji, Nemčiji. Delovala je tudi kot režiserka mednarodnega gledališkega ansambla Divine Joy Theatre. Pomemben del njenega ustvarjanja so tudi gledališke predstave za otroke in pravljice. Mnogi jo morda najbolj poznate kot pesnico, avtorico njenih dveh zadnjih odmevnih knjig, mistične poezije, Tolmuni nežnosti in Svetlobe moje. Romana Anija vsa ta leta sodeluje s čudovitimi soustvarjalkami in soustvarjalci, zlasti z likovno umetnico Simono Čudovan. V zadnjih letih svoje izkušnje, duhovne uvide in pradavna vedenja vse bolj deli tudi v svojih delavnicah in retritih,
ki jih pogosto soustvarja tudi skupaj s svojim možem Johnom McCurdyjem. Prisrčno pozdravljamo v našem studiu Romano Anijo, lepo pozdravljena. Pozdravljeni, pozdravljeni. Super, kako si kaj, kako doživljaš ta čas? Ta čas doživljam kot čudovit in hkrati zelo težek. Oboje hkrati in odvisno od dneva, odvisno od trenutka. Mnogo novega prihaja v naše obzorje, mnoge nove lahkotnosti prihajajo. Čutim, da se res naša telesa in naša vsa realnost spreminja in osredotoča na to, kar v resnici smo. Vse bolj postajamo to, kar v resnici smo. Po drugi strani pa neverjeten kaos, neverjetna konfliktnost in vojne, bolečina, trpljenje. Tako da se mi zdi, da je to nekako to, kar se zdaj, to, kar čutim, da se dogaja. Hkrati pa je čas, ko dejansko in resnično stopamo v to, kar smo vedno sanjali, v svet, v katerem smo sanjali in počasi prihaja. Za nekatere bolj kot za druge, ampak jaz čutim, da dejansko ta nova realnost se že dogaja. Ja, dejansko to lahko z intuicijo zaznamo, da nekako nastaja ta novi svet, čeprav na nekih ravneh, mogoče zunanjih ni toliko videče, ampak vendarle, ko gremo globje, ko se potopimo v svoje srce, ko zaupamo temu intuitivnemu glasu, lahko čutimo to preobrazbo in da smo zdaj nekako na prelomnici, leto 24 in potem 25, verjetno nas čaka ena povsem nova realnost, resničnost, tako vsaj jaz čutim. Pa mogoče greva, raziskovala si različne kulture sveta in tudi njihov način povezovanja z božanskim. Zakaj se ti zdi umetnost tako pomembna pri ustvarjanju tega stika, kar so dali tudi naslov, kako lahko umetnost pomaga pri stiku z božanskim v nas samih? Ja. Moja izkušnja je to, da je lepota potrebna za naše srečno bivanje. In to, kar jaz čutim pomembno v umetnosti, je ne le, da nam pokaže, kakšen je svet, se pravi to resničnost tridimenzionalnega sveta, recimo, ampak da daje upanje, da daje novo perspektivo, se pravi, da nas popelje globje, da nas popelje v tiste plasti nas samih, kjer dejansko čutimo, da smo več kot le človek, kjer čutimo svojo prostranost, svojo neskončnost, svojo božanskost. In zaradi tega se mi zdi, da je ta lepota, ta čista lepota bivanja, ki jo lahko doživimo skozi umetnost ali tudi na druge načine, to je tisto, kar me je vodilo na tem potovanju. Vedno me je zanimalo to, na kak način so se ljudje povezovali s tem svetem. Se pravi, naše vsakdanje življenje poteka na določene načine in vsaka kultura je imela ene določene načine, ko so se pa ustavili in so se povezali s to sveto mrežo sveta, recimo. Se pravi, s to svetlobno mrežo z drugimi svetovi, ko so začutili duhove planin, morja, ko so si dali čas, da so se povezali z širšo realnostjo, ki nam v vsakdanjem tempu ni dosegljiva oziroma večini ljudi ni. In to me je zanimalo, na kakšne načine so bili in na kak način mi lahko to počnemo danes. Se pravi, nikoli me ni zanimalo
se pravi starodavna obredja, kako jih ponavljati. Se pravi, spoznam en obred, recimo indijanski, ali pa in kako ga zdaj ponavljati. Vedno me je zanimalo, kaj je zadaj, se pravi, zanimalo me je to, na kak način mi svojo intuicijo v tem trenutku se lahko razpremo božanskemu, ki je zmeraj prisotno v vseh časih. Tako da so mi ta potovanja in ta stiki predvsem z staroselskimi indijanskimi ljudstvi in z grško zgodovino in tudi šamanskimi ljudstvi Altaja. V glavnem potovala sem po različnih mnogih prostorih in ta vedenja so me navdihovala pri tem, da jaz najdem sama svoj način odpiranja tej božanski skrivnosti bivanja. Ja, to je res skrivnost, ne, naših življenj, ne, in obstaja različne strategije, kako mi lahko, ne, pridemo preko različnih orodij, bova rekla, ne, tvoje je ta gledališče, ne, in nisi se našla v tem klasičnem, ne, gledališču, ampak v tem obredno gledališče. Mogoče z naše gledalke, gledalci še ne poznajo, samo na kratko, kaj to je, kako to deluje in kakšna je energija tukaj. Se pravi, bistvo obrednega gledališča je prav to, kar sem rekla. Se pravi, je odpirati se svetemu, odpirati se večnosti, odpirati se te čisti lepoti bivanja in najti načine, ki imajo ta učinek. Ne? Se pravi, moje predstave, pač imam sem nekako ustvarila skozi vsa ta leta svojo poetiko. Moje predstave so zmeraj vračanje vase. Se pravi, skozi eno zgodbo, skozi eno mogoče konfliktno bolečo zgodbo tudi, pridi vase, pridi do svoje ljubezni do sebe, pridi do tega spoznanja, da jaz nisem le človek, da sem mnogo več in da je moja duša neskončna in da lahko skozi to perspektivo tudi svoje človeško življenje vidim drugače. Tudi te svoje zgodbe, ki so se mi prej zdele strašno, kot ujeta sem se počutila v svojih zgodbah. Ko jih pogledam z očmi, z perspektive svoje večnosti, svoje duše, lažje tudi vzljubim sebe, tudi vidim, kaj so drugi soigralci, kaj se z njimi dogaja in imam lahko večje sočutje do tega, kar se dogaja in tudi potem lažje razumem in zaradi tega tudi ta situacija ni več mogoče tako boleča. To je tisto, ko je rekel Shakespeare, v svet je oder in mi smo samo igralci. Ne? In če pogledaš od zunaj stvari, da se ne istovetiš toliko z vso to dramo, kaosom, ne, je mogoče lažje. Ne? Točno to, ker vedno bolj, ko se spoznavamo, vedno bolj vidimo, da ves svet je oder in vsi smo igralci v njem, hkrati pa, da smo tudi mi sami en velik oder za mnogimi igralci noter. Tako, da imamo te podosebnosti naše, ne, ki so v nas. Ne? In da, se pravi, jaz ljubim gledališče ravno zaradi tega, ker ljubim dramo na nek način, ne? Ker ko jo poznaš, šele takrat lahko izstopiš iz nje. Ko poznaš dinamike med konfliktnimi osebnostmi, ko poznaš dinamike med žrtvijo in rabljem, ko poznaš, zakaj je žrtev in zakaj je rabelj, dobiš drugačno perspektivo na vse skupaj. In potem kar nekako se mi je začelo dogajati, da sem vedno bolj izstopala iz teh svojih lastnih zgodb. Se pravi, da sebe nisem več videla kot tisto, ki se mi ta zgodba dogaja, ampak sebe kot sebe, zgodba pa je le zgodba.
Torej, da se ne istovetimo s tem, ampak Ja. dejansko gremo, pogledamo od zunaj, naredimo to deidentifikacijo. Ja, kar je včasih zelo težko, zaradi tega, ker smo čustveno prizadeti, ker se nam dogajajo stvari, ki jih je zelo težko sprejeti, zelo težko razumeti, zelo težko oprostiti. Ampak se mi zdi pomembno, vsaj jaz tako doživljam to svojo pot, ki sem jo prehodila, se mi zdi pomembno razumeti, da je naše božansko bistvo je pravzaprav nedotakljivo bolečinam. Tako je. In to ne pomeni zdaj, da se pretvarjam, da me ne boli. To ne pomeni, da se poskušam zanikati bolečino, da jo poskušam pomanjšati, da me nekaj moti, pa rečem, saj ni nič, saj smo vsi samo ljubezen in svetloba. Ja, to je spet lahko beka, ne? Ja. To ni najboljše. Ampak da sem resnična s svojimi občutki, da jih čutim, jih dovolim si čutiti, hkrati pa da razumem, da sem mnogo več Tako. kot ta ranjena deklica, kot ta ranjena ženska, kot ta karkoli Tako. pač doživljam v tistem trenutku. Odlično. Hvala, bova nadaljevala. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z nami krasna in izjemna sogovornica Romana Anija Ercegovič, ki nam bo sedaj iz svoje knjige Svetlobe moje prebrala eno poezijo, a ne? Nikoli ne podvomi v dobroto, v sebi in ljudeh. Tudi takrat ne, ko svet te zapusti in ko še sama sebe razočaraš. Nikoli ne podvomi v lepoto, v sebi in v petju ptic, ker svet je poln čudes, ki čakajo na tvoje oči. In polno je topline v ljudeh, skritih isker upanja, za maskami strahu. Nikoli ne podvomi v srce, ker srce je živo, ko si živa ti. Ko si dovoliš prijazen dih življenja v sebi, oživiš in oživi tvoj svet. Ker ti si svet, nič drugega tam ni. Zemlja si je tam, kjer ti ji odpreš dlan. Nikoli ne podvomi, da sama si svetost sveta in da tvoje oči lahko ustvarijo raj tam, kjer ga še ni. Wow, to pa je globoko, a ne? Torej, mi imamo moč, da soustvarjamo ta svet, a ne? In ko mi postavimo sebe v pravo tisto sveto, žensko oziroma moško esenco, oziroma da imamo balans, ne mogoče te svete moške, svete ženske, potem lahko res nekaj lepega soustvarimo za ta naš ljubi planet, mati, zemljo, Gajo, ne? Kako ti zdaj vidiš to prebujanje človeštva in vse, kar se zdaj dogaja, ne? Nekaj sva se že dotaknila, ampak mogoče ta sveta ženska, sveta moška najprej, pa potem soustvarjanje novega sveta preko te energije. Ja. Jaz čutim, da to, kar se med drugim zdaj dogaja, je tudi to, da začenjamo videti svojo lastno svetost. In da začenjamo vse bolj, vse to smo že prej mogoče mistikinje so že prej razumeli, ampak vse bolj množično v bistvu začnemo dojemati, da smo pravzaprav mi svetost. In da tista podoba o tistem Bogu tam zgoraj, ki nas kaznuje, da je vse bolj nerealna in da je tisto, kar v resnici
božansko je v nas in v naravi in v drugem in da je ta svetost ženske in moškega, ki jo začenjamo na nek način na novo spoznavati. Ta modrost svete ženskosti je bila tisočletja pravzaprav na nek način ne samo pozabljena, ampak odmaknjena iz zavesti človeštva. In zdaj se vse bolj začenja prihajati na dan in počasi vse bolj razumemo, čutimo in prav tako svetost moškega počela. In jaz čutim to, da je zelo pomembno, da začnemo spoštovati v sebi svojo svetost in v drugem. In tukaj ta spoštovanje, to dostojanstvo, ki ga s tem drugemu damo in sebi, nas dejansko lahko pripelje v en svet, kjer ne bo več tega ne samo tekmovanja med spoloma, ker ne gre samo za moške in ženske, gre za to notranjo našo žensko in moško plat, žensko in moško počelo v nas. Tudi ženske smo pravzaprav se šele spominjamo, začenjamo učiti, kaj pravzaprav je žensko počelo v nas. Zaradi tega, ker smo živeli v kulturi, v civilizaciji, kjer smo v glavnem, je ta modrost srca, vibracija srca je bila na nek način drugorazredna. Ne? In šele zdaj začenjamo počasi dajati vrednost ljubezni, dajati vrednost srčnosti, ne samo promovirati uspešnost, kdo bo boljši, kdo bo uspešnejši, kako bomo nekaj naredili čim bolj učinkovito, ampak dovoliti tem naravnim ciklom, tem ciklom narave, ciklom svete ženskosti, ki jih recimo tudi ta cikel rojevanja, umiranja, se pravi, ne moremo biti zmeraj polni energije, zmeraj srečni, radostni, zaradi tega, ker naše bitje, naravni cikel našega bitja je pravzaprav cvetenje in potem jesen in zima in potem je čas, ko se poglobimo vase in potem spet pridemo ven za svojo ustvarjalnostjo, za svojim tistim delom cikla, ko dajemo, ko delimo in potem spet čas, ko treba sprejemati. In to spoštovanje tega cikla se mi zdi zelo pomembno v vsakdanjem življenju, toliko izgorelosti vidimo zadnje čase, toliko ljudi, ki ne zmore več s tempa, ker nas ta kultura nas tišči in v neke storilnostne norme. In pomembno se mi zdi, da pač vsak na svoj način, vsak ve, koliko lahko, ampak da si vzamemo ta čas zase, da si vzamemo čas, ko se regeneriramo, da si vzamemo čas, ko smo v naravi, ko smo za svojo družino, da se vrnemo vase in da si dovolimo ne samo dajati, ampak tudi sprejemati. Torej, to je ravnovesje, ne? To je ravnovesje, ki je nujno potrebno za zdravje in za zadovoljno življenje, bi rekla, ne? Radostno mogoče, ampak ni nujno, da je zdaj radostno, zaradi tega, ker se mi zdi, da radost dostikrat zadnje čase tako močno poudarjamo, kot da druga čustva niso pomembna, kot da so manj vredna, ne?
Ja, vsi bi radi bili skozi veseli, radostni, Ja, ampak kdaj je treba biti tudi žalosten, pa zjokati to žalost in bolečino, da si lahko spet radosten. Ne? tako. In je vse v nekih ciklusih. Ja. Ne? In plast za Ja. plastjo se mi zdi, zdaj res mi odmetavamo te, kot Ja. plasti čebule, ne lupimo te stare delčke nas, ne, ki so Točno preživeli, to. a ne, Ja. ki Ja. morajo počasi oditi in ja, se prebujamo v to novo zavest. Ne. Ja, ampak hkrati se mi pa zdi pomembno, ne samo, da jih luščimo, ne, ampak da jih sprejemamo, ne, Tako, seveda, ker so ja. del nas. Sprejemamo. Ne. Jaz tako pravim, šele ko se sprejmemo, točno takšni, kot smo, vsemi plusi, minusi, bolečinami, se lahko spremenimo, ne, in izberemo potem tisto, kar Ja. želimo živeti. Ne. Ja, ja. Torej, ključno to srčno z ljubeznijo sprejeti vse te delčke v nas. Ne. Ja, da jih spoštujemo, ne? Da Tako. spoštujemo tudi te dele, ki so kao, zdaj se mi zdi, da dosti tega govora, ne? O tem, kako se bomo čim prej znebili vseh teh negativnih stvari in bomo samo še naše božansko bistvo in srečni in radostni. Vsi razsvetljeni. Vsi razsvetljeni, ampak jaz pa doživljam ravno to, da bolj, ko sem v stiku s sabo, da bolj si dovolim čutiti, dovolim si čutiti in vidim vrednote tudi v tem, v jezi, v žalosti, zaradi tega, ker jeza me spomni na nekaj, kar v bistvu ne maram. Če se poskušam zmeraj prepričevati, kako je vse v redu, kako so vsi ljudje super in to, potem zanikam tisti del sebe, ki mi pa pove, s tem človekom pa se ne počutim v redu. Ta služba mi pa ne odgovarja. Danes bi pa želela biti sama, ne bi želela biti v, ne vem, v nekem, danes bi, tako da se mi zdi, da je pomembno poslušati svoje telo, tudi tiste neprijetne stvari, ne jih samo nekam pritiskati, da se potem nalagajo, ampak jih sproti jim dati prostor, ne? Si vzeti tudi za stvari čas in si reči, kaj pa mi ni všeč in tudi to je v redu. Tako, torej ta pristnost, avtentičnost, da povemo in smo takšni, kot smo in tudi Ja, kdaj pa nismo. tudi sebi, da priznamo, ne? Tako. Saj ni nujno, včasih je odveč s drugim človekom debatirati, ker včasih drugi ljudje ne razumejo, ne? Če jaz hočem nekomu na vsak način dokazati, kako me je prizadel ali pa kako ni prav naredil, roko na srce, z nekaterimi ljudmi to ni možno skomunicirati. Tako, ja, ker pač ne zmorejo še čutiti ali pa niso še. Ja, včasih je, pravijo, ta strategija sivega kamna, ne? Še posebej z ljudmi, ki so vase usmerjeni ali pa narcisi ali pa kaj, pravijo, da je v bistvu boljše, da se ne spuščaš v neke pogovore, ki si jih že 1000-krat naredil, pa še nobene spremembe niso prinesli. Tako da je, ja. Bova midva nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Ja, in sedaj bom jaz prebral eno poezijo iz tele krasne knjigice Svetlobe moje. Imam prošnjo zate. V svetu vojn naredi nekaj lepega. Končaj vsaj eno izmed njih, tisto, ki jo biješ v sebi. Skleni premirje in se nežno objemi, si odpusti, da nisi tako popolna, kot bi hotela biti. Da ne zmoreš nositi vsega, kar misliš, da bi morala. Ker si človek in biti človek je preprosto človeško nepopolno. In tako vidiš, je že več miru v tem svetu. Več upanja, več prijaznosti, več ljubezni, vsak dan bolj. Ko nežno skleneš premirje s seboj. Zato naredi danes zase nekaj lepega.
Nekaj, kar ti prinese mehkobo oziroma mehko radost v srce. In ne pozabi, da je svet kljub vsemu lep, če ne zaradi drugega, zato, ker si lep, lepa ti. Wow, to pa je globoko, draga Romana. Ja, res, res pomembno, ne. To bitko, ki jo bije verjetno vsak izmed nas, ne, pravijo, vsak ima nek svoj križ, neke stvari, ki jih nosi, neka bremena, ne. Kako, mogoče bi še kaj dodala tukaj, kako ohraniti ta mir, kljub vsem vojnam, kaosu, ki je zunaj, vsemu, kar se dogaja v tem ponorelem svetu, ne. Kako ti to ohranjaš, pa mogoče kaj bi za naše gledalke in gledalce želela predati? Ja. Meni osebno je to spoznanje, da se pravi v tem svetu, ki je boleč, ne, se pravi gledati to, kar se zdaj recimo dogaja v Gazi ali pa v vseh teh vojnih žariščih in vseh teh v glavnem, to je težko sprejeti človeku in ne da bi zraven trpel in sočustvoval. In za mene je veliko spoznanje, ki je na nek način odrešilno, in ta pesem mi je tudi prinesla to sporočilo, ker te pesmi so pravzaprav za mene kot ena sporočila, moje duše, To sporočila dobivaš verjetno, ne, po Ja. navdihu, intuitivno. Ja. Mi je odrešilno, da pravzaprav jaz nisem odgovorna. Bom samo še eno prebrala. Opsa. Nič hudega. Samo trenutek. Niti treba zmiti vse žalosti tega sveta. Nisi kriva, da svet ni tako lep, kot si ga ti sanjala. Namesto nikogar ne moreš jokati. Vsak mora izjokati svoje solze. Vsak mora sam skozi svoje teme. Vsak mora sam najti svojo pot v svobodo. Odgovorna si zase. To vedenje, da na nek način, kakorkoli se dogaja v svetu, da jaz lahko naredim tisto, kar lahko, ampak da ne nosim tega bremena. In da je moja naloga to, da se vračam vase, v svojo božanskost, skrbim za svojo svetost in s tem je moja frekvenca, mojega bitja, daje upanje, da tudi ta svet lahko nekega dneva postane lahkoten in poln ljubezni in poln spoštovanja in da lahko svetu dam največ s tem, da poskrbim zase, kar je na nek način marsikomu se zdi absurdno, ne? Ampak dejansko, ko svoje življenje postavimo na svoje mesto, ko poskrbimo za to, da smo dejansko režiserji svojega življenja, da nismo žrtve nekih ljudi, Tako je. potem dajem to sporočilo celemu svetu, da jaz sem ustvarjalka svojega življenja, da jaz lahko živim to, kar živim, da si upam živeti svoje sanje, da si upam slediti svojemu srcu, da si ne dovolim, da bi nekdo hodil po glavi, da imam svoj sveti prostor, da imam svoje meje, potem s tem ustvarjam ta vzorec na nek način, standard, da je to možno.
To je to, ne. Bodi ti ta sprememba, ki jo želiš videti v Ja, svetu, ne. ja. In če bi vsak se obrnil vase in res naredil tisto, kar ima za narediti, bi bil ta svet že precej lepši, ne. Zdaj, čas se nama na žalost izteka, morava iti na zaključni del. Mogoče samo za zaključek pišeš tudi pravljice, ne, ki se dotikajo negovanja prebujene vibracije srca, ne, povezovanje z energijami narave, z bitji narave. Zakaj se ti zdi to tako pomembno, ne? Pa mogoče dava še za kakšno knjigico, če bi podarila eno nagradno vprašanje, glede na vse. Ja, zdi se mi pomembno, da otroke tudi vzgajamo v tem duhu stika s svojim srcem. In pravljice, ki jih pišem za otroke, zmeraj imajo to zgodbo negovanja svojega srca. Se pravi, vam bom samo malo prebrala ali pa povedala, ker nimamo več časa. Se pravi, ta knjiga pripoveduje o deklici Ani, ki so se otroci z nje nočevali v šoli in skozi en proces prihajanja k sebi, stika z naravo in narava ji pomaga in sreča tudi metuljo kraljico. In metulja kraljica ji reče: naj ti povem skrivnost. Ti nisi navadna deklica. In Ana reče: jaz pa sem mislila, da sem navadna deklica. Nobena deklica ni navadna deklica in noben deček ni navaden deček. Vsak nosi v svojem srcu biser. In zaradi tega je lepo vse, kar počneš, tudi tvoj ples. Ker otroci so se nočevali zaradi plesa, ne? Njenega, da je narodna in da je debelinka in takšne stvari. V glavnem, pomembno se mi zdi to, da se otroci počutijo varne, da jim dajemo tudi skozi umetnost, skozi zgodbe to sporočilo, da so ljubljeni, da so spoštovani in da je prav, da spoštujejo sebe. Odlično. Še bi klepetal s teboj vsaj 3 ure, verjamem, da bi se še lahko pogovarjala, ampak žal se nam je čas iztekel. Mogoče samo eno nagradno vprašanje, ne vem, ti kaj se utrne, kaj bi, glede na to, kar sva povedala, vprašala za naše gledalce, gledalke? Lahko tudi takšno vprašanje, da morajo poiskati po internetu? Ali? Lahko tudi. Nimam ideje. Jaz imam pa mogoče, koliko knjig si že izdala? Mogoče, a kje piše, mogoče to bodo lahko našli? Bojo. Ja. Ok, torej koliko knjig je že dr. Romana Anija Ercegovič izdala? In ta knjigica potem pride k vašim otrokom, vnukom, nečakom, nečakinjam ali pa celo vam, zaradi tega, ker ta knjiga je tudi za odrasle. Vsi se vračamo vase in vsi imamo to deklico v sebi, ki potrebuje topel objem. In dečka. Tako. To je ta naš otrok, ki ga je treba lepo pocrkljati, mu zaželiti vse dobro, ga objeti in potem se lahko zacelimo in damo tisto, kar imamo zadati temu svetu. Tako. In svobodno ustvarjamo svojo, izražamo svojo lepoto. Izražamo svojo notranjo lepoto, božanskost in kreiramo ta svet lepši prostor za bivanje. Tako. Odlično. Hvala še enkrat za obisk v našem studiu, bilo je lepo. Vse dobro naprej, moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, vse, kar delaš in se vidiva še kdaj. Hvala tudi tebi, Dejan, za povabilo in za da si tako čudovit sogovornik. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Ja, ohranite stik s seboj in se vidimo prihodnjič.